Jaz se opravičujem, če ne vidite. Nažalost, ne morete videti, kaj se dogaja. Upam, da me kdo sliši. Trenutno se nahajam v marici. Policija me je odpeljala z marico, niso se mi hoteli predstaviti, niso mi povedali, česa sem obtožen, niso mi prebrali nobenih mojih pravic, mi niso povedali. En izmed policistov na moji levi mi je 5 minut zvijal roko do te točke, da mi jo je skoraj polomil, kljub temu, da se nisem operal. Trenutno sem v marici, zvezane roke imam, niso se mi predstavili in so mi zvijali roko in mi niso hodili povedati, ne kam me peljejo, ne zakaj me peljejo, ne se mi predstaviti, ne povedati, zakaj sem v postopku. Tako izgleda. Spakirali so me v marico, kolegu, ki je tudi šel pobirati aviončke, so ga s čelado udarili po glavi in prav tako odpeljali z marico. To tako izgleda tukaj, tako izgleda policijska država. Zato, ker si šel prebrati aviončke čez ograjo, ker da ne bi pustili smeti, smo šli popolnoma mirno pobrati aviončke čez ograjo in so nas napadali in odpeljali, zvezali, nam zvijali roko in potem nas zdaj peljejo, Bog ved kam, niso nam hodili povedati, kam nas peljejo, zakaj nas peljejo, po katerem zakonu, kaj smo prekršili, ničesar. Samo lahko, pokažem, mogoče boste videli, ne vem, če ste videli, ker imam zvezane roke, težko kažem karkoli. Čakajte, probo obrniti kamero, da se bo boljš videl. Skratka, takole izgleda notranjost marice. Odpeljali so me, brez da bi jim povedali karkoli, niso se mi predstavili z body kamerami, ki ne bi imeli kamere na telesu, zato da bi snimali, jih niso imeli vklopljene, so jih vklopili šele potem kasneje, oziroma so jih selektivno vklapljali in sklapljali. Zvijali so mi levo roko dalj časa, trenutno imam zategnjeno tako, da nimam cirkulacije v levi roki, nisem se operal, samo ležal sem na tleh in kljub temu so mi pač tukaj, kot vidite, z vezicami zategnjene roke, ne čutim trenutno cirkulacije v levi roki. Policist na moji levi se mi ni predstavil in mi je več minut skrivil roko in jo pritiskal na njo in sem mu rekel večkrat, da me boli in da se ne bom operal in da ne me spusti, pa me ni hotel spustiti in me ni hotel normalno odpeljati. Tako policijo, to je trenutno zdaj situacija v Sloveniji. Brez da bi se mi predstavili, brez da bi mi povedali, kam me peljejo, česa sem obtožen, karkoli, so me strpali v marico in to je to. In ko pač sem vprašal, kam grem, mi niso povedali. Ko sem prosil, da mi povejo, kjer zakon sem prekršil, mi niso tega povedali. Ko sem prosil, da mi povejo, kam me peljejo, zakaj sem pridržan, na vse to nisem dobil nobenega odgovora. Takole izgleda demokracija v Sloveniji, nikogar nisem napadel, nisem bil grozeč, šel sem pobrati papirnate aviončke čez ograjo in to se zgodi protestnikom, ki probajo pospraviti za sabo, ki ne ogrožajo nikogar in take proces obravnave. Meni osebno se to ne zdi normalno, jaz ne vem, v kateri državi je to normalno, za koga je pač taka obravnava normalna, ampak ne vem, presodite sami. Niso mi seveda pustili, da bi kontaktiral kakršnokoli pravno pomoč, niso se mi še enkrat povem, niso se mi predstavili, niso mi povedali, česa sem obtožen, niso mi citirali nobenega zakona, niso mi povedali, kam me peljejo. Tako da pač nažalost nisem uspel jaz snemati, kot rečeno, oni s svojimi kamerami so jih pač izklapljali in vklapljali po potrebi. Jaz upam, da je kdo dokumentiral to, kako sem večkrat prosil policista, da me... Evo, da ti vam pomagam. Počasem. A mi lahko odvežete roke, prosim? Sam, da pomožak imajo une, zdaj boš sam ali nekaj. Lej, če razumeš, da rajš ne bi, no, se nočem nič delati problemov, a veš, nočem nič, tudi prej se nisem operal, ampak res so me, zelo grobo so me obravnavali, niso mi povedali, zakaj so me pripeljali sem, nič mi ni bilo povedano, noben se mi ni predstavil in bom
pač prisiljen nekako se tudi pritožiti na to. Kam ga damo? Ja, ne, rekla so samo, da ga pripeljamo sem. Ne bo šla tam v sobo. Čakaj, da imajo že kamere, počakaj. A mi lahko res cirkulacija mi zmanjkuje v roki, imam pretesno tole postavljeno, a mi lahko tole zvikate, prosim. Samo da najdemo. Bomo takoj, samo da vas namestimo. Ja, jaz sem rekel, da dam. Tukaj počakaj. Kaj tukaj počakaj? Vina. 311, kam se ideva? Vidno, prihaj pa bo soprava. Prevoz pa razženka. Na vaša enota. Skratka, nahajam se na Trdinovi, ne, to je Trdinova tukaj. Na Trdinovi, na policijski enoti center. Zdaj mi bo, upam, da... Samo tukaj bomo. Ja, zdaj še moramo malo, zdaj pa tole nekaj s to snemanjem. Na svetlobo malo vstopimo, da vidim. Ok. Zdaj se pa zdaj umeti, zdaj kul, zdaj še. Lej, bom se tudi že prej nisem operal, vse kaj pa imam operal. Ja, se bom operal. Počkaj sam, boš končal s snemanjem. Zdaj, školno glede bom. Lej, sam moram pač dokumentirati, kako to izgleda. Pa bo končal, Vidimo, mi lahko poveste že zdaj, mogoče česa sem obtožen, oziroma kaj naj bi pač naredil. Prišli bojo, fantje pa ti bojo vse tole. Mi da se pripeljavljajo. Zdaj tole imaš uro. Takole izgledajo moje roke. Trenutno, potem, ko sem bil uravnavan od policije, še enkrat pač dal so me... Ja, lej, ampak, a imam pravico snemati samega sebe? Ti bom povedal, pa nadaljujem. Lej, jaz vem, sam če zdaj izklopim, pol pač, Lahko nazaj popiš, no. Lej, kaj pa če dam nekam stran, pa mi pol, pa ste pomenil, pa dam stran, sam ne bi rad prekinul zdaj pač snemanje, lahko dam telefon nekam stran, pa se pomenil. Tukaj boš. Mislim, s telefonom počakam. Kaj se? Kažu čim se. Do mene, pač sam rezbijansko. Ok, skratka, še enkrat, tukaj so mi policisti prosili, da neham snemati, oziroma ne, pač dobro, v redu, pač bom nehal snemati, še enkrat pokažem, tako izgledajo pač posledice nenasilnih prijemov v Sloveniji, transportnih prijemov, kot temu rečejo, kljub temu, da sem večkrat rekel, da se ne bom opiral, zgleda tole takole in ne znajo mi povedati tukaj trenutno, ali sem priprt, ali sem zaprt, ali mi je vzeta prostost ali ne, tako da ne vem, lej, zaenkrat bom prekinil tukaj pač na tej točki snemanje, bom pa pač ga po potrebi nadaljeval. Važen je, da pač
ustrajamo in da pač ne pustimo, da nas taki postopki na kakršen koli način demotivirajo, ampak je to sam pač dodaten razlog, da moramo pač ostati aktivni in da se ne smemo pustiti ustrahovati. Tako da držite se in se vidimo naslednji petek v vsakem primeru. Čijo.